Spoštovani bralci, danes boste postali gledalci. Kot je že v navadi, ob koncu leta v naše goste povabimo župane. V trboveljskem primeru, kjer je županja na porodniškem dopustu, pa je z nami podžupanja gospa Maja Krajnik. Prijeten pozdrav, dobro jutro. Dobar dan, dobro jutro tudi vam in vašim gledalcem oziroma bralcem. Prvič v našem studiu boste nadomeščali gospo županjo, malce bova pregledali leto. Je kaj posebnega, kar bi že v samem začetku izpostavili? Ja, tako kot ste rekli, že pred začetkom nastopa pravzaprav porodniškega dopusta naše županje Jasne Gabrič smo začeli zadeve sistematično načrtovati, se dogovarjati, razporejati, tako da še vedno ostajajo kolegi, tedenski kolegi, vodji oddelkov, ostajajo kolegi kabineta županje, urice za občane, kamor zelo radi pridejo občani in se jih poslužujejo. Torej še vedno precej obiska? Še vedno tako. Potem seveda dnevni, tudi tedenski sestanki s vršilko dolžnosti, direktorja občinske uprave, tako da je precej pestro. Jaz se zavedam odgovornosti, predvsem do županje, do vseh naših občanov in občank, do zaposlenih, strokovnih sodelavcev v občinski upravi. Lahko pa rečem, da se vsi maksimalno trudimo, da nekako realizirane oziroma načrtovane te naloge, projekte, za katere smo se dogovorili, potem tudi realiziramo, uresničimo. Seveda so vmes tudi aktualne zadeve, ki jih poskušamo čim bolj uspešno rešiti. V jeseni ste nekako opadla v to sceno, tudi niste verjetno, ko ste vzeli mesto podžupanje, pričakovali, da boste kar nadomestili županjo. Sicer pa poleg rednega dela tudi to upravljate, torej redno delo pa še to, še vedno ste učiteljica, tudi kot ste prej omenili, je to vaše poslanstvo. Ja, seveda, torej opravljam neprofesionalno funkcijo podžupanje, nepoklicno. Tista moja služba, moje vodilo je nekako učiteljski poklic bil že vsa ta leta, bom rekla zdaj že kar 36. leto. Rada sem s svojimi učenci, rada sem z našimi zaposlenimi, se pravi tudi strokovnimi sodelavci na šoli, tudi z njihovimi starši, se pravi starši mojih učencev. Tako da jaz mislim, da nam je prijetno in da je to tisto, kar pozitivno, kar vpliva na človeka. Tako da to je tisti prvi del kot služba. Vse ostalo je pa potem v popoldanskem, večernem delu, mnogokrat pa tudi pred službo. Tako kot danes recimo. Pa mi povejte, ali vas učenci v razredu, zdaj, odkar ste tudi na občini, sprašujejo, gospa podžupanja ali pa gospa učiteljica vas verjetno nazivajo, kaj pa bo tam, kdaj pa bo to, ali izkoristijo to bližino, da kaj izvejo ali pa morda kaj predlagajo, kaj bi moralo biti? Ja, bom rekla, mogoče tisti prvi preskok je bil ob začetku. Tiste prve dni, ko sem postala podžupanja, se pravi, nekje bo zdaj že kar 2 leti, takrat je bilo malce. Potem pa moram reči, da prav nič. Ko učenci prestopijo šolski prag in kot tudi jaz prestopim šolski prag, sem za njih učiteljica, seveda majčkeno ostali tisti, ki niso v mojem razredu, mogoče gledajo malce drugače, tudi starši nekje, ampak jaz mislim, da nič kaj posebnega. Se zgodi kdaj, seveda, da je kakšna mogoče pobuda, kakšno vprašanje, tudi strani staršev, ko bi raje reševali mogoče... Ker vas ravno ujamejo tam. Tako, ampak mislim, da ločimo nekje to službeno stran in jih pač povabimo v popoldanskem času na občino. Tako da, jaz mislim, da nekako učenci nič več, no, bom rekla, nekako sem za njih samo učiteljica. In mislim, da je kar prav tako. Da je kar prav tako? Tako. Sicer pa kot delo županje, kaj je najlepša točka ali pa najlepši del tega, da ste podžupanja, da ste se odločili biti podžupanja? Ja, zame je bil takrat to kar velik izziv. Še vedno je, bom rekla, še vedno je izziv. Hvaležna sem za to. Takole bom rekla, da sem se v tem času zelo veliko naučila.
veliko pridobila novih znanj. Pravzaprav vsak dan se pojavi kakšna situacija, ko moraš drugače odreagirati, ko moraš mogoče pomisliti, kako bi odreagiral. Tako da, tako kot sem rekla, življenje je eno samo učenje in tudi ta del je učenje, tako da ogromno teh situacij, za katere sem pa hvaležna. Tako da me ženejo naprej in bom rekla, se jih veselim tudi naprej novih izzivov. Vsekakor. Vsekakor tudi naši bralci pričakuje, da bova strnile leto 2019, kaj je občina v tem letu večjega ponaredila, sploh tistega, kar je občanom bolj vidno, bolj zanimivo. Mogoče narediva en tak kratek pregled letošnjega leta. Ja, kar precej se je storilo. Zdaj od večjih investicij oziroma večjih del oziroma tisto, kar je vidno občanom, če rečem tako, seveda park kulture, na katerega smo zelo ponosni, vizualna podoba nekako tistega dela Trbovelj centra včasih se je spremenila. Kulturne točke, ki smo jih postavili v ta park kulture, nekako naznanjajo oziroma opozarjajo na vidne Trboveljčane, ki so dali svoja, bom rekla, tudi pečat našemu mestu. To so kulturne točke, te klopce, kulturni umetniki, ki so se udeležili odprtja v juniju, so bili z nami. To so Tanja Ribič, Matevž Lenarčič, skupina Lajbah, Isto Kovač, Uroš Zupan. Velika imena, splošno poznana tudi v slovenskem. Ne samo v slovenskem, tudi preko meja, širše, tako. Tukaj bi omenila tudi Monolit, kar pomeni nekako novomedijski objekt, ki zavzema prostor na tem delu parka, delo doktorice Maše Jazbec, tudi Trboveljčanke. Potem v tem parku kulture naj omenim veliki digitalni informacijski pano na dotik, ki usmerja potem naše obiskovalce oziroma obiskovalce do naslednjih kulturnih inštitucij, ustanov in jih vodi potem po mestu. Mogoče električna polnilnica oziroma polnilnica za električna vozila je na novo postavljena na tem delu, na parkirišču zgoraj, za vozila in električna kolesa. Sam park... Kdaj pa se bodo občani lahko prvič zapeljali z električnimi kolesi? To so nas tudi že večkrat v uredništvu spraševali. To sprašujejo tudi na občini, to sprašujejo tudi na cesti, mi se skupaj veselimo z njimi in lahko povem, da v začetku naslednjega leta, takoj ko skupni tisti prvi stek, oziroma zadnji bomo rekli, ne, da se ulice po mestu pometejo, bomo vzpostavili sistem izposoje javnih koles. Zaenkrat so postavljene nadstrešnice, izposoja 16 e-koles, tako da v nadaljevanju bomo pa ta sistem nadgradili. Tako da se vsi skupaj res veselimo. Torej, čisto malo nas še loči do tega projekta. Seveda pa je smiselno se ozreti tudi naprej. Torej, leto 2020, kaj nas še čaka, so določeni projekti, ki se že izvajajo, pa se bodo takrat zaključili. Večje spremembe se dogajajo v Trbovljah. Kaj lahko pričakujemo torej v naslednjem letu? Ja, gre za projekte, ki so plod dela ekipe sodelavcev zadnjih let. In v okviru dogovora za razvoj regij bomo posodobili obrtno-industrijsko cono na nasipih, kjer že sedaj delujejo uspešna podjetja v sodelovanju z gospodarstveniki na tem področju. Bomo razširili to obrtno-industrijsko cono, naredili bolj infrastrukturno prijazno, tako da možnost zaposlovanja seveda v teh razširjenih prostorih tudi novih zaposlitev. Potem vzpostavitev, gradnja in vzpostavitev zasavskega podjetniškega inkubatorja, ta se bo nahajala v ekonomsko-poslovni coni v Gaberskem, se pravi, tukaj so že uspešna podjetja Devesov, Katapult. Torej, poseben del bo pa namenjen, se pravi, v tem objektu malim mikropodjetjem in šlo bo nekako za vzpostavitev razvoja te industrije 4.0. Torej, sodobne digitalne industrije. Sodobne digitalne industrije, tako je.
Če bi rekla, kaj še naprej, torej vzpostavitev, smo trajnostno naravnani in v smeri tega trajnostnega tudi razvoja, mobilnosti, bomo nadgradili te kolesarske površine, vzpostavili kolesarske površine pravzaprav po celem mestu. Se pravi, nekje od trga Franca Fakina do trga Revolucije so že te kolesarske poti, mi širimo potem naprej na severni krak proti Gaberskem in na to na južni del proti železniški postaji. Tudi to nas čaka potem v naslednjem letu, začetek in potem še leto ali dve do končne vzpostavitve. Dela bo še kar veliko. Veliko. Ker pa se leto zaključuje in ker celo leto govorimo o investicijah, o tem, kaj se dogaja, kaj se dela, na našem portalu redno spremljamo, pa me vseeno zanima še tudi malce bolj vaše osebno življenje. Kako praznujete praznike? Ste že okrasili kakšno drevesce? Kaj spečete dobrega? Zdaj ste me pa našli. Letos, bom rekla, sem kar majčkeno ne pozabila, ampak sem okrasila tudi moj dom, malce manj zaenkrat, ampak se bom potrudila v naslednjih dneh, da bo tudi to nadoknadeno. Ja, seveda mora biti vse to in okrašeno in spečeno in da se posvetiš tistim najbližjim, ki jih imaš še posebej rad. In v teh dneh, bom rekla, je bilo res premalo časa tudi za njih, tako da vse to bo, nekaj malega je pa tudi že. Kaj pa tisto, kar se najbolj veselite med praznike? Je to sneg, a je to polna miza, pa veliko ljudi? A so to mogoče intimni trenutki z družino? Jaz bom rekla, kar vsega pomale mora biti sneg, mora biti dobra družba, se pravi tudi prijatelji, sorodniki, znanci, seveda tisti najlepši dnevi oziroma delčki so pa tudi v krogu družine. Te se pa posebej veselim tudi letos. Imate kakšno posebno tradicijo, kakšno navado ob koncu leta? Če bi rekla tradicija, mogoče v času Božiča, moj sorodnik praznuje ravno na tisti božični večer in nekako se kar udeležimo tistega sicer rojstnodnevnega praznovanja, ampak nekako je to tudi tradicija ostala, še strani mojih staršev, potem tisti zaključek leta. Novo leto je pa pravzaprav ga preživljam z možem. Tako da vsako leto se posebej odločiva, ali greva na silvestrovanje na prosto, ali je to v krogu družine doma, mogoče kakšno drugo praznovanje, tako da tisti se pa zadnji hip ponavadi odločamo. Aha, dobro. Ja. Božičku ste že poslala pismo? Že. Boste povedala tudi, kaj ste napisala, ali ostaja to kar vaša skrivnost? Kar skrivno zadržala zase. Kar skrivnost, super. Ja, verjamem, da bo Božiček videl in da ste letos bili res pridni in vam tudi ustregal. Zdaj pa še, ker počasi zaključujeva z najinim pogovorom, morda namenite nekaj besed pa občanom, krajanom, v končni fazi tudi vsem Zasavčanom ob koncu leta. Kaj bi jim namenili, kakšne besede? Ja, takole bom rekla, da mesto niso samo ceste, niso samo hiše, niso bloki, niso poti, ki jih prehodimo, ampak mesto so ljudje, ki živijo, ki dajejo svojo toplino, svojim nekim spoštovanjem, solidarnostjo do drugih utrip in pečat toplino temu mestu. Jaz želim vsem gledalcem, vsem tudi našim Trboveljčanom eno prijetno, zdravo, uspešno novo leto 2020, lahko rečem tudi v imenu županje Jasne Gabrič, tako da si želimo dobrega sodelovanja tudi naprej. Tako da vse dobro in srečno tudi v naslednjem letu. Spoštovana gospa Krajnik, jaz se vam zahvaljujem, da ste nas obiskali. Torej, dragi gledalci, mesto so ljudje, kot smo slišali. Vam pa tudi želimo zabavne praznike in se vidimo že kmalu. Srečno!